Živijo, 4. avgust 2024, moj rojstni dan. Danes, pred 60 leti, sem privekel na ta svet. Zato, ker je glih danes rojstni dan, sem si pa izbral za rojstnodnevno darilo peco, mojo priljubljeno peco, gor v moje mladosti, moje radiomaterščine. Ogromno tekmovanj smo oddelali. Na začetku iz male pece, ki je malo nad kočo gor, potem tudi iz vrha. Tako da je na nekem posebnem mestu v mojem srcu tale peca. Tle je dom na peci, od tle iz tega parkirišča je 45 minut. Parkirala sva, saj sem že prej malo posnel na tem parkirišču, ki se mu reče Jakobe. To je kar visoko, pozabil sem pogledati, koliko višino je, bom pol napisal v komentarju. Mislim, da je nekaj 1200, če ne še več. Cesta do sem je bila že v boljšem stanju, da se še z normalnim avtom pripeljati, počasi, pazljivo. Tam od spodaj je en tak zanimiv odsek, ki pelje čez totalen pesek, oziroma cel tisti del tistega hriba je peščen. In vsa ta neurja, ki zdaj divjajo po Koroški, so tudi tam. Zelo veliko materiala dol prinesla, ampak očitno so že to z nekim rovokopačem prepotisnili, tako da ni problem, čeprav izgleda, kot jaz zapelješ, kar grozno. Ne tako kot tle, ko greva tle že za peš naprej, pa res kakim hudim terencem. Da se z normalnim avtom še vedno. Vidim, da se neki trudijo, malo niže je celo malo nasuto, pa isto tako z nekim strojem poravnano. Tle gor više je pač taka cesta, da makadam in tole tako zlizano kameje ven gleda. Tako da treba biti skozi pazljiv, da ne nabija preveč gor po ležajih kolesa. Drugače pa gre, ne, zaenkrat še okej. Od tega parkirišča, vsaj po hribi.net, pa po mojih izkušnjah je pa do vrha cirka 2 uri hoje. Seveda spet odvisno od vaše kondicije. Dan bo bolj oblačen, ko pa ne. Jaz sem še naše modele malo 3-krat, 4-krat pregledal, vse te zadnje izračune. Večino bo visoka pa srednja oblačnost, tako da bo okej. V bistvu zelo prijetno, ker ni sonca. V glavnem, lep dan za soto. Drugače danes poteka tudi eno izmed bolj priljubljenih, vsaj včasih, radiomaterskih tekmovanj na UKV-ju na 144 MHz, ki se mu reče Alpe Adria, in so ustanovitelji Slovenija, Hrvaška, Italija, mislim, da celo Madžarska in Avstrija. Pa se pol ta organizacija vsako leto menja. Vse včasih je bilo tako. Jaz se teh tekmovanj ne grem več, tako da sem malo ven iz tega štosa. Me je pa tale sota mnogo bolj zagrabila. Tle je pač tista 1 uro dela ali pa samo 10 minut. Ostalo je pa hoja. Tako da trenutno mi to bolj ustreza. Kaj naj še povem? Peca, vsi veste, tle spi svoj spanc kralj Matjaž. Čakamo ga, kdaj se bo prebudil in prišel malo red narediti. Ampak on kar spi. Zdaj, če bo še imela toliko časa, bomo pa mogoče še šla tisto tja posnet za tiste, ki še niste videli, kje kralj Matjaž spi. Je taka lepa votlinca z njegovo skulpturo, oziroma tak kipec je, mislim, da bronasta. Sem že malo pozabil, jaz sigurno nisem bil 30 let tam noter. Vem pa, da so slike vse povsod. Drugače ta kralj Matjaž, kolikor se jaz spomnim iz zgodovine, je v bistvu ogrski, oziroma še z časa Avstro-Ogrske. Pravlična figura.
Ok, šibava, ob 2 imamo v Mežici že naročeno kosilo, tako da upam, da bo v nekih 2 urah gor, 1 uro zveze, pa pol hitro dol na kosilo. Toliko za enkrat. Vsem, ki ste že in ki še boste praznovali rojstni dan, vse najboljše z moje strani. Pozdrav. Zdaj prvi del poti poteka po tem širokem kolovozu, drugače pa tale pot na Pecu je res ena izmed lažjih planinskih poti. Primerna ima čisto za vsakogar, ki se vsaj malo giba. Pol gor naprej pa seveda malo bolj ozka, da še tle posnamem tole kolovoz. Tudi tle se vidi malo razdiranje vode, ampak več ali manj je kar enak. Jaz iz mladosti se ga spomnim, da je tle čez bil bolj pesek oziroma po koroško šoder. Kako se reče slovensko šoder? Šoder. Grušč mogoče. Evo, tle imate dom na Peci. Nekaj že bolj obledele tablice z opisi kač in tako naprej. Skratka, nezahtevno. Kaj? Ja, ptičkov je ogromno, tle gor tudi metuljčkov in tudi kakšne take maline se najdejo. Berries. Skratka, vsega. Tle je res neokrnjena narava. For my English-speaking friends in SOTA community, I'm proud to announce that I am today 60 years old. And you know what I want to tell to you? It's never too late, because I feel much stronger for that hiking than ever before. So really it's never too late to start with that activity. Na tem mestu bova zdaj zapustila tale lep kolovoz, mislim šorek pa tak odličen, in bova kmalu prišla do mesta, kjer upam, da še vedno stoji najdebelejša smreka v Sloveniji. Imamo pa še 15 minut do Koče. Bom probal malo posnet. Vsaj tako je včasih pisalo, no. Zanimivo, ne, da ni v nekem Kočevskem rogu, ampak je tle gor. Ima najdebelejši obseg. Debla. Ni pa ne vem koliko visoka. Je šla bolj v širino. Je bila bolj na čevapčičih pa na pleskavicah. Kaj? 40, a je pisalo? Tle nekje bi že moglo biti. Ok, bom prekinil, bom pol naprej, ko bomo prišli do nje. Zdaj so pri tejle smreki. Jaz sicer malo dvomim, da je to res. Kaj ima 29? Ja, višina. Ampak debelina piše 3 metre. 3,8. Jaz kar malo dvomim, da je to res. Ja, saj govorimo o obsegu, ja. Ali pa, da sem jaz malo zamešal, piše 10 glavi čak, da je to ta znamenitost. Takole izgleda. Po mojem to daleč od tega, da bi bila najdebelejša, je pa seveda takole zanimiva, ne, ko je tako široko odzgoraj. Skratka, fajn popestritev poti, tudi če v resnici verjetno ni najbolj debelejša, no. Najdebelejša, pardon.
Ok, gremo naprej. Še nekih 10 minut pa smo na koči. Pa še bo kar naprej. Malo se pa že sonce vseeno pribija skozi neke luknje v oblačkih. Natanko po 35 minutah sva pred kočo oziroma dom na Peci, kot se uradno imenuje. Višina pa 1600, čeprav vidim 85, čeprav vidim od te razdalje. Se pa vidi, da je včeraj ali pa danes po noči še celo deževalo. Je še malo razblateno. Ja, prej sem gledalcem obljubil, Bože, da se še danes pri Votlini ustavimo, pol nazaj grede. Ja, tam, ko kralj Matjaž spi, a veš, ko ga čakamo. Vse uporniške duše ga čakamo. Da bo s trdo roko nekaj naredil. Se vidi, da je porost, da je toliko zaspan. Ti si zaspana, vsakeč prestanem, sploh ne spim več. Boš pa ti meni, da sem zaspan. O, to je pa obnovljeno. To mi je novo. Včasih so se enik s tole tovorno žičnico gor vozili. To so še ostanki rudnika Mežica, ki je sofinanciral vse skupaj. Mi smo pa kot radioamaterji smo tule gor s tem vozili robo, akumulatorje, vse živo, ko smo jih rabili za UKV tekmovanja. Zdaj, koliko je ta koča odprta, si jaz ne upam trditi, ampak včasih je bila večinoma odprta. Takole, gremo naprej proti vrhu. Piše pa 1 uro, uro pa pol. Bomo videli, če bo res potrebno uro pa pol. Ta pot poteka nad kočo oziroma za kočo od zadaj gor. In prehajamo na gorsko stezico. Ko pridemo iz tega gozda ven, iznad koče, se prvič odpre pogled proti Ostenju Pece in pa proti avstrijski strani. Bom malo pokazal. Tle še prav malo zopet. Kamni so malo mokri, tako da moram malo paziti, kam stopim, ker zdrsne. Drugače tle gor pol, tam više, ne vem, a se tle vidi, malo niže da takole, je tabla zavarovana pot ali pa okrog. Jaz po zavarovanju še priznam, nisem šel nikoli. Pač te nahrbtnike skozi sabo vlačim za opremo. Zdaj, če imate malo manjše nahrbtnike, so tudi tam gor, je luštna pot z klini, zajlami, jeklenicami. Mala Peca je pa tle odzadaj. Pa, aha, tle se gre, jaz sem že malo pozabil, kje se gre, 15 minut je do Votline kralja Matjaža. Bomo videli, kako bo pol s časom. Če ne, bom dal pa kako sliko gor, ki obstaja. Mogoče pa mojega prijatelja Jožeta Lešnika naprosim, da mi jo šera, ki je bil pred kratkim, po mojem, da z vnučkom tle. Gremo naprej. Se pravi, midva bova šla po desni, po desni poti gor za normalen folk. Levo pa vsi, ki radi plezate, dobrodošli. Zdaj smo pri tem mestu, kjer je desno ali levo odločitev pade. Midva pa, kot sem rekel, greva desno. A greva levo?
Zelo zahtevna. Ej, ne ljubi se mi danes, imam spet preveč opreme noter. Drugič. Pa 15 minut prej. Ja, malo morgen po teh mokrih skalah, ne grem gor plesati po teh mokrih klinih. Enkrat, ko bojo suhe, pa res bo. Enkrat, ko bojo suhe, pa bo šla resnično še mogoče tam gor. Že tako se napišejo, da človeka mine zelo zahtevna pot. Okej. Baje ni tako zahtevna, no, tisti, ko so šli. Sva že na 1881 metrih višine, danes pa bo za spoznanje malo lepše razgledi. Tisti dim tam vidite je Šoštanj iz termoelektrarne. Tale hrib tam je po mojem pa Raduha ali pa Olševa, nekaj od teh dveh stvari. Po mojem Raduha. Uršlja, kje si? Urška. Samo malo. Aha, tle je še čipi noter pod Rušjem. Evo, tole je pa Uršlja gora, plešivec v starih časih. Tako, lepo. Pred nama je še nekaj več kot cirka okrog 300 višincev. Pa še zanimivo, da ne napišejo gor, koliko je še časovno. Samo vrh Pece. Izredno lepo tudi tle, bujno rastje. Vse v cvetovih, lepo zalito. Tako od spodaj pa vidite Mežico. Ne glih moj rojstni kraj, ampak moj kraj, ko sem živel v osnovno šolo hodil. Drugače sem rojen v Črni na Koroškem, ki pa se tukaj ne vidi. Tam dol naprej je pa že Pliberk, Blajburg. Potem tele visoke oznake so pa za pozimi, ko sneg zapade, da se vidi, kje je treba iti na teh ključnih mestih, da ne bi šel dol v prepad. Ker tam so kar prepadne stene. Če greš malo naprej, ti je dol. Pot še vedno taka zelo lepa, neproblematična. Malo šodrast, ampak ni to tako kot gor, recimo Kamniško-Savinjskih, ke to kar letiš nekje. To je le nekaj bolj tak zemljasta podlaga od spodaj in ne zdrkne takole. Ja, zdaj so pa že kar zelo visoko. Drugače vrh Pece, saj vsi veste, no, ampak da povem za tiste, ki ne, se imenuje Kordeževa glava. Se pa že tle vidi. Tamle gor na vrhu so že ljudje. Midva pa prideva še malo tle višji in se je treba še malo spustiti navzdol. Ta je res taka super pot. Baje pa malo piha, zdaj so dve planinki srečala. Sem malo poprašal, sta bila obe v anorakih oziroma v teh jakencah za veter, vetrovkah, no. Ne anorakah, pardon. To imamo tudi midva s sabo, tako da ne bo problema zdržati vsaj kake pol urice, če ne več. Sonce pa čisto po naših prognostičnih kartah, mislim, je zakrito skozi te cirusne oblake. To je vse visoko gor, zelo visoko. Tam se pa že formira en začetek kumulusa. Popoldan bo tle kar treskalo že verjetno.
smo čist na severu Slovenije. Od tle dol bo prišlo pol še drugam. Še zadnja tale lušna dolinica in pol mislim, da tle gor je, ma ne vem, če 20 minut, nekaj takega. Oziroma še manj. Najprej do tistega snegomera oziroma snegokaza na vrh Pece, pa pol še gor je pa še lažje klanec, kot pa tle na začetku. Zanimivo, a ne, kako je tle ravna kotlinica noter. Niti ni, ne vem koliko močvirnasto, malo je, no, ampak ni tako recimo kot na Pohorju. Se le vidi, da je struktura čisto drugačna, kot pa je tam gor. Kar čmok dela pod nogami, ko hodiš. Tle tega ni, tle so večinoma odcedna tla. Takole, šibamo še v ta zadnji klanec in proti vrhu. Sem tik pod vrhom. Vrh bo osvojen točno v 1 uri in 35 minut od parkirišča. Brez postanka za sendvič ali karkoli. Z malo postanki za snemanje, minutko, 2 mogoče. Toliko. Če ne bi snemal, pa uro pa pol. Cirka. Malo je vetrčka, ampak nič strašnega. 3 metre ali pa še manj na sekundo. Takole, Peca. Tiste pa ja, tiste pa avstrijska, tale Peca ima več teh vrhov. Tale Kordežev glav je najvišja. To je pa že vse Avstrija, kot vidite. Tisto tam, po mojem je že Avstrija, tista štanga tam. Takole bo pol Boža verjetno še malo to okolico posnela, jaz bom pa hitro tole svojo tehniko zdaj skupaj sestavil. Tako kot vedno. Evo, celo jezero se vidi, Velenjsko. Ga vidiš? Pa dim. Ja, vse je za nekaj dobrega. Ja, a vidiš, tle, ko piše, mi smo zdaj okrog prišli, jaz se spomnim, da smo gor hodili dom na Peco 1:15, ne vem, 2 poti vodite, ampak ta se mi zdaj bližje. Več poti. Še tule pride ena, tule. Ena gre pa tamle po robu. Ja, ne, jaz sem zdaj malo belo gledal, kako je sve, mi smo vedno tle gor hodili, kar po travnikih, ja. Mi smo okrog sva šla, ja. V bistvu bi še kako minuto pridobila, če bi šla direkt gor. 1:35 sva hodila samo. Kaj? 1:35 minut samo sva hodila. Od gor, ne? Od avta. Ja, imam jaz na mapi. Ja, v redu. S51 Hotel Foxtrot, S51 Hotel Foxtrot, pridi še enkrat. Mi seka noter telegrafija od Contesta. Ok, mislim, da se rekel Franci, ja, sprejel sem te, drugače 5-9, ja, ni problema, signal je v redu. Hvala. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča portabel iz vrha Pece, Kordeževa glava. Ceko od Sota, S57, S portabel, še kdo? Ceko Sota, Soča 5-7, Soča portabel, Soča 5-7, Soča portabel, Soča. S57 India Lima Foxtrot, Franci, čisto si prikrit od telegrafije, od Contesta, ampak nekako gre skozi 5-5, Franci.
a ne, zanimivo. Ajde, probajva 70. S57 India Lima Fox, S57 Sierra AG. Ceko Sota, Soča 57, Soča Portable, like kdo na 70? Bolj kanal 2 metra, 59 plus 60. Ja, ok, veš Francija, pa ne slišim, čakaj, samo da te zapišem. 433, 425 FM, 6 IHX pa IVG, 5-9 do konca, tudi ti, ja, ok? Ja, ok, vse normalno se peca vidite od mene. Ok, lepo se meta. Ja, daj reči Francijo, naj malo kliče, da malo grem po hribu, sem pa tja. Ja, jaz ga tukaj na 70 ne slišim, veš. A ja, ne slišiš ga. Ceko Sota, hvala Marjan, Ceko Sota, Soča 57, Soča Portable. S57 Sierra Portable, S57 Sierra Portable, S57 Delta. Ja, Miloš, tebe pa slišim, 7 Delta, 5-9 na vrhu pece. Ja, je bilo bolje za S57 Sierra Portable, S57 Delta. Tam 3-3 v QSB-ju, 3-3 v QSB-ju, QSL. Miloš, 5-9 za tebe, ja, 5-9. Zdaj si pa tudi ti tam 5-5 si zdajle. Na 2 metrih sem te pa komi slutil, veš. Tlele je pa kar okej. Ok, se bomo skočil še nazaj, da bom te malo poiskal, samo da vidim, če se še kdo oglasi na 70-ki, ok? Ja, roger, lepo deli živa. Ok, Ceko Sota, Soča 57, Soča na 70 centi, še kdo prišel? Zadnji poziv na 70, Soča 57, Soča, Portable. Miloš, greva na 2. Ceko Sota, Soča 57, Soča Portable, Ceko Sota, Soča 57, Soča Portable. S51 kilo Viktor. O, Ivan živijo, S51 kilo Viktor, 5-9 na vrhu pece, S5 kilo Sierra 009. Ja, odlično, Sandi. 5-9 plus J86 Alfa Indija v hrvaški meji južno od Ptuja. Ja, vem, Ivan, se vedno to poveš. Super, lepo te je slišati. Lep dan. Enako. Ok, Soča 57 Delta, a si prišel, Miloš? Ceko Sota, Soča 57, Soča Portable, še kdo? SP6 Sierra Hotel Alfa. SP6 Sierra Hotel Alfa, 5-9 na vrhu pece. Lep pozdrav, Sandi. 5-9 na J76 Oscar Foxtrot. Pa vse najboljše. Ja, hvala lepa. Hvala, vse sem napisal tako malo za zebancijo. Ok, 7-3. Koliko je referenca? KS? 009. 009. Hvala ti za zvezo. Lep dan želim, lepo praznuj. Ja, vse gremo, na obisk moja starši, so še oba živa, lepo pa bomo tam kosilo imela. Ok, grem še pol na kratke malo. 7-3. 7-3.
Peca letošnjega leta 2024 odkljukana.
Namreč enkrat na leto nam velja za tole našo soto, ampak na Peco se vedno radi vračamo. Zves je bilo ogromno, tako da sem kar nehal pol delati, ker je bilo preveč tega že. Vreme se je začelo malo nama kvariti. Saj Bože je glih rekla, da je spet rumeni alarm. Upam, da ga ne bo spet Koroška fasala. Ampak očitno, da ga bo, ker tle se bo začelo. Midva se pa umikama še pravočasno iz hriba. Zdaj se že oblaki tele fajn formirajo tle nad nama. Gor sva hodila, sem prej rekel, točno 1 uro 35. Jaz upam, da bomo kakšne uri 20 od spodaj. Ali pa prej. Tako da po mojem... Koliko si gledala prej, da je ura? Koliko je bila ura prej? Aha, 11. 40, 12, ja, ne vem, če bo šla kralja Matjaža obiskat. Mislim, da ga bomo pustila kar spat naprej. Je le tam ene 15 minut izmika od pa nazaj 5,5 ure, ja. Mislim, mama kosilo imamo naročeno, da naj ne bo čakali. Je pa še pol kar ene pol ure vožnje dol do Mežice. Ker cesta, saj sem rekel, ni glih v briljantnem stanju, je pa prevozna zaenkrat še. Tam tisti pruh, ali kakoliko se že reče, bomo probali še posneti, da boste videli, po kom se morate peljati iz avta ven. Tisto mi je zelo zanimivo. Cesta čez naravni kamnolom. Kaj še naj povem za Peco? Ma saj sem že vse povedal. V glavnem lep hrib. Tisti tvoj domači je itak vedno najlepši. Saj večinoma smo hodili na Peco, no, nekaj tudi na Uršljo. Zanimivo, na okoliške hribe pa ne. Okej. Zaenkrat toliko izpod hriba kralja Matjaža. Evo, midva sva se, kot sem rekel, vseeno odločila, da greva še na Malo Peco. Trenutno sva na Mali Peci, 1710 metrov. Od tle se fino vidi gor ta velika Peca. Sanje naše otroške, ko smo začeli radi amaterska tekmovanja na UKV delati, smo hodili gor na tole Malo Peco. Zelo mi je fascinantno, koliko so te macesne smreke, koliko je to drevje zraslo okrog, včasih tega ni bilo nič. Vse je bilo nekam niže, to se je lepo videl okrog in krog. Mogoče imam še kakšne stare slike. To je zdaj vse zraslo. Gor v višino 15 metrov ali pa celo več, 20 recimo. Tu nekje, težko ocenim. Koliko se je narava sama opomogla. In na to stran dol se je tudi videlo, že v Avstrijo, in zdaj pa nič ne vidiš. In tudi samo podrastje je izredno bujno. Čutno so včasih pasli žival tle gor. Nič več od tega, ni, tam je neka opazovalnica in to je vse. Lovska. Dobro, greva midva obiskat tega našega spečega kralja Matjaža. Pravijo, da mama do njegove spalnice 10 minut, pa da vidimo. Tle dol nekam v to šavje. Boža, greš prva, špake pobrala. No, 5 prva. Malo ni sramno, ampak ona rada prva hodi, pa vse pajke pobere. Pot imate za kralja Matjaža zelo lepo označeno skozi. Nimate kaj zgrešiti, če boste na Peci pa se boste vračali. Pejte si še to ogledati, sploh če imate otroke zraven, je izredno zanimivo. Pričakovanje, kaj bo tam noter videli v tisti votlini. Upam, da je kaj svetlobe. Jaz sem že malo pozabil, koliko je to globoko, pa mislim, da ni veliko. Jaz sem par metrov noter. Evo, in spet oznaka, kralj Matjaž ni morate kaj zgrešiti. Evo, prišla sva do te slavne votline. Samo da jaz malo tole robo odložim. Gleda pa, da pride kaj ven, ko ima klopco tule. A ima klopco?
Daj Bože, a boš... A ja, veš kaj, z mojim telefonom bomo svetla. Saj bom te lahko jaz. Baterije pa nimamo. Nisem jaz imel namen. Vse zdaj jaz bom s kamero bom snemal. Bomo pa tole reč probala zalaufati, da bo malo svetlo. A je zaklenjeno? A ja? A, super. Preden da bom jaz ta moj telefon poiskal, kje se mi lučka prižge. Grozno mi gre na živce tale tehnika, ki ne dela tako, kot bi človek hotel. Prst Ja, a imaš čelado gor? Scary. Se je prižgal. Gremo, ja. Drema, ja. Če smo Slovenci kot trnulčice, ki kar spimo, pa pač tudi on drema. Aj, King. Takole izgleda tale naš kralj Matjaž. Ja, nič ne bo pomagal, a veš, če si ne bomo sami. Se veš ono, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Tak bo pa tudi Matjažek. Sej, Dok si imaš ne bomo Slovenci sami pomagali, tak dolg bo on dremal. orožje imamo vrh glave, tle vidim, malo je že zarjavelo, bi lahko malo obnovili. To pol malo zbolijo nasprotniki, a veš, Če ga kdo malo gleda šasneš. iz železarne Ravne, sramota, da nimamo tle kakega rostfraja lepo, a ne? Če že imamo jeklarno finih jekel. Pa se ostalo je pa zelo lepo, a veš, to je pa orožje iz tistega časa, ko je šel spat. A ja, vidiš. Ja, seveda. Ženska pamet, v drugo stran potem je se res, to je še njegovo avtohtono orožje, seveda. Ja, samo če bo... Zdaj Slovenci nič Ja, ne bi pač dobimo. kol ob steno mogli malo prisloniti še neko moderno. Neke rakete zemlja-zrak, ali kva se zdaj uporablja tam v Izraelu. Skratka, evo vam, votlina kralja Matjaža. A si kaj slikala fotko kako? Aha, to pa nisem. No, daj slikaj. Res bi lahko. Fajn pa, da ste osvetili, res hvala lepa, da se to prižge. Če ne, pa res ne bi videli, kje spi. Samo ne vem, koga kaj to moti, ko se mu prižiga. Po moje, mogoče mu kdaj kak cajtnik prinesejo, da ve, za kaj se gre. Ja, pa 1, 2, 3, 4, Še ne splača. 5 nekih stvari ima gor, verjetno to kaj pomeni. A so prstani, A ja, kaj? tisti krogci, vidiš gor na mizici. Treba malo pogooglati, kaj to pomeni. Me je sram. Cekini, verjetno. Cekini. Zlatniki, srebrniki. To bi Okej, mogel vedeti kot čau, domačin. čau. Pa ne vem. Naj povej, kdaj se bojo Slovenci zbudili. Aha, tle pa še neka votlina gor. Malo so zakrili. Tle že ni naravno, tle je že ven skopano. Verjetno je to kak jašek rudnika nekdanjega. Drugače Špeca, ne vem, če veste, je privotlana na naši strani izredno zelo, ker so svinčeno rudo tle kopali. Zdaj pa to se več ne splača, je pač voda zalila vse skupaj. Ja, sam kjero parkirišče? Črna Mežica, vidiš? Edino parkirišče, se pride od Črne tudi. Veš, da tega se pa ne spomnim, ampak lahko probava, ja. Saj smer je prava. Tega se pa ne spomnim, da se da tle dol do najnega avtka priti. Dobro, to je bil kralj Matjaž. 4. avgusta 2024. Povedal nama ni nič, vse skrivnosti je obdržal zase. Še nič novega, veš? Nič novega še. Bože, treba je misliti pozitivno. Takole, midva sva zdaj direkt prišla dol na tole kolovoz, ki prej nisva šla, ko sva šla midva malo više gor mimo one smreke. Drugače se pa od kralja Matjaža direktno pride tle dol, po pa ne greste tle, ampak samo tle naravnost. Zdaj tale travnik, zdaj sem pa že, ko sem 60 let danes star, sem pa že v teh letih, da lahko anekdote govorim.
Pa poslušajte, enkrat smo šli seveda na kontest, na tekmovanje radioamatersko na UKV-ju in nas je šlo cel kup, ne vem, 5-6 mladcev gor. Tle so se pa ovce pasle in med ovcem tudi koroško mu rečemo bider, se pravi samc. Je to oven verjetno. No in od vseh se je mene tam gor čist na koncu travnika izbral, s polnim šusom sem ga dobil v zadnjo plat, tako da sem po zraku odletel na tla. Drugi so se pa smijali, ne, mene je pa bolelo, tako da sem glih komaj šel naprej. Tako da ta travnik imam v lepem spominu. Nič zanimivo, ne, za vas, ko to poslušate, za mene pa nepozabna zgodba. Od vseh, ne, od vseh tistih, mene direkt. Pač eden ga vedno nasrka. Ne bom rekel, da ga jaz vedno, ampak tistokrat sem ga pa mnogo let nazaj. Po mojem v 80-ih. Po mojem kakega 81, 82, taj, ko smo začeli v Radio klubu bolj zahajati, moja generacija takratna. Takrat je bil en tak ham baby boom. Ham je znak za radioamaterščino, iz Amerike prišel k nam tudi ham radio. No, skratka, takšna zgodbica. Mi da nadaljujeva, pred nama je pa še cirka pol urce do avta. Pa bom pa še tist pesek tam, tisto cesto speljano čez melišče, tako drobnega peska posnel in s tem bi počasi zaključil tole peco. Počasi prihajamo do tistega najbolj zanimivega odseka na tej cesti, ki je v bistvu sam pesek. Zdaj, če se tam ne bi upali gor peljati, se malo nižje tudi da parkirati, pa se gre peš pol tam po drugi poti gor na peco. Ampak to še ni tle. To še ni tle. Mislim, da je na naslednjem. Saj neki so se potrudili super, da je vse privozno. Tu še ni tle. Ok, nehaj. Ok, zdaj bo pa res tisti del, ko bi ga rad posnel. Če se bo kaj videlo. Kot da smo v Arizoni. Evo tale del, pogledajte tle gor, tole skalovje. A se da kaj pokazati gor? Ne, pa tle dol posnemi, kakva cesta je. Celo neka škarpa tam narejena. To silne vode dol derajo. Zadnje čase se vreme na Koroško spravlja. Tle je fajn imeti malo višji avto, ampak tudi navadni avti so bili gor. Mislim, navadni, ne dvignjeni, ne terenci. Po 200 metrih zavijte rahlo desno. In naprej je pa spet smučes, ja, naprej pa cesta spet taka, kot pač gorska cesta. Toliko zaenkrat, lep pozdrav od Znajo Božu. Zavijte rahlo desno.